Gozd. Tako zelo lep in za današnji histerični čas tako zelo počasen. In gozdar, kot občudovalec njegove lepote, se v svoji ljubezni do gozda spoprijema z absurdnim problemom. Lepota skladnosti in odtenkov v naravi, ki bi jih rad prelil podobo gozda, kadar sadi šopma cesnov, oblikuje goščo ali prizanese skupini mladih čevelj visokih brez na robu gozda, je surovo podvržena času. Prav čas, zaveznik vseh umetnosti, je gozdarjev sovražnik. In preko časa je gozdarju mogoče le z znanjem. Z globokim, temeljitim znanjem, ki rezultat njegove ljubezni prenese onkraj let, da mu je že danes v skromni rastlini videti drevo, ki se bo dokončno razraslo, ko bo gozdarjev rod že zdavnaj izumrl. Gozd se je skozi tisočletja spremenil prav toliko, kot se je spremenil človek. Šele človekov gospodarski razvoj, njegove zmote in stranpoti, njegova uničevalna pa tudi zaščitniška narava vplivajo na gozd v zadnjih desetletjih močneje, kot so prej v tisočletjih. Vloga gozda se spreminja in slediti vse različnosti interesov, naravnih sprememb, znanstvenih dognanj je mogoče le skrbno izobraženemu, pa tudi vzgojenemu in visoko moralnemu strokovnjaku. Pomeni, da se je lesna zaloga povišala, ampak ni šlo samo za to, ampak šlo je tudi za odstotno povečanje priraščine. Profesor ima v svojih arhivih vloženo, tam se to nedvomno vidi. V glavnem, na prenehanje odnašanja hranil iz gozdnih tal je gozd odreagiral na tak način, kot pač je. Kljub usodni povezanosti Slovencev z gozdom je univerzitetno gozdarsko izobraževanje dolgo čakalo na domovinsko pravico. Prvi univerzitetno izobraženi gozdarji so prihajali z univerz, ki so delovale zunaj slovenskega etničnega ozemlja. V času monarhije predvsem z Dunaja in iz Prage, med obema vojnama iz Zagreba, pa tudi Beograda. Prav 30. leta so pomenila novo zavedanje o pomenu gozdov med slovensko intelektualno elito, saj je les kot surovina dobival povsem nove dimenzije. Tako je gozdarsko prosvetno delo počasi prodiralo v vsakdanjik povprečnega Slovenca. A politično-šolska konstelacija v eni najbolj pogozdenih pokrajin Evrope ni bila naklonjena univerzitetnemu študiju gozdarstva. Še več, s skrajnimi napori so gozdarski razumniki obdržali pri življenju nižjo gozdarsko šolo v Mariboru, a zavedanje o potrebi univerzitetne izobrazbe je kljub vsemu tlelo. Takratna država leta 1947 ustanovi agronomsko fakulteto in v šolskem letu 1949-50 se na univerzitetni študij vpiše prva generacija študentov. Študij preživlja, kot vsi novi študiji na vseh univerzah, porodne krče. Najprej se gozdarstvu pridruži tudi lesarstvo, ki nato sredi 70-ih postane samostojen študij. Prva leta je program narejen po vzoru in izkušnjah tujih gozdarskih fakultet. Po izločitvi lesarstva je program temeljito prenovljen v skladu s sodobnimi spoznanji in načeli stroke, dodani so novi predmeti in pedagoška obremenitev študentov je v tistih letih nesorazmerno velika. V začetku 80-ih se nato število predmetov počasi zmanjšuje, do leta 1985, ko na fakulteti uvedejo višješolski študij kot redni študij.
Leta se čez desetletje pričenja počasi preoblikovati v visokošolski strokovni študij, ki ostaja pomemben del izobraževanja dela na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete tudi danes. Čeprav monumentalen, je gozd tako v odnosu do narave kot tudi do človeka izjemno fleksibilna materija. Zato ne čudi, da so se programi v 60 letih študija gozdarstva na Slovenskem včasih tudi radikalno spreminjali. V prvih letih študija predvsem zaradi nujnosti čimprejšnje izobrazbe prepotrebnih kadrov, kasneje pa tudi zaradi svojstvenih zahtev tedanje družbe v odnosu do gozda. Ob tem pa je tudi gozdarska stroka ves čas napredovala, pred njo pa so bili postavljeni tako družbeno-politični kot tudi gospodarski in naravovarstveni izzivi. Prav slednji v zadnjih letih pomembno vplivajo na programske smernice študija, ki se danes lahko pohvali kot študij sonaravnega bivanja z gozdovi, kot bistveno sestavino našega življenjskega prostora. Cilj pedagoških delavcev ter študija kot celote je izobraziti diplomanta, ki se je sposoben spoprijeti tako z ekološko kot tudi ekonomsko komponento gospodarjenja, tako z gozdovi kot tudi z ostalimi obnovljivimi gozdnimi viri. Kar je za druge študije marsikdaj ovira, je za študij gozdarstva prednost. Občutljivost družbe na ekološke izzive, kot tudi nevarnosti, ki našemu naravnemu okolju pretijo strani človeških posegov v naravo, so gozdarji obrnili sebi v prid, saj je ekološka renesansa rojeva v gozdarstvu mnoge nove poklice, prav tako pa tudi razširja gozdarjevo območje zanimanja in znanja. A kljub tem novostim se študij gozdarstva še vedno opira na tradicionalne gozdarske discipline. 4 osnovne skupine predmetov kot mogočni hrasti še vedno pogojujejo univerzitetni študij gozdarstva. Prva skupina so temeljni, naravoslovni in družboslovni predmeti, ki jim sledijo njihovi aplikativni sorodniki, s tem, da so dodani tudi aplikativni tehnični predmeti. Največ, kar 55% časovnega fonda študija, pa odpade na gozdarske strokovne predmete, v zadnjem letu pa se pridruži še 4. velika skupina predmetnika – izbirni predmeti. Posebna študija, ki ni v celoti lastna le gozdarstvu, a je med bodočimi gozdarji mogoče najbolj priljubljena, je terenski pouk. Cvetove, jeseni je pa rdeč. Terenski pouk je osrednji del študijskega procesa, ki ima ob svojem pedagoškem poslanstvu tudi širšo vlogo. Za študente in tudi učitelje pomeni živo vez z gozdarsko operativo, z živim trenutkom, s problemi in uspehi na terenu samem. Ne le informacija, temveč tudi vpogled in morebitne zaposlitvene možnosti se pretakajo med terenskim poukom, predvsem pa bodočim gozdarjem ne dovoljujejo nobenih iluzij o njihovi zaposlitvi. Njihova pisarna bo prekrita z vejami, skozi liste se bo vanjo upiralo sonce, ali pa bo na zimo padal sipek sneg.
kar nam je včeraj manjkalo po skupinah, če se spomnite. In potem položite čez sestojno karto načrtovalnih enot in pogledate, v katero načrtovalno enoto, posamezno načrtovalno enoto vam pade kateri sestoj. To je dolgoročni cilj. Boste določali, se pravi, najprej poudarjenost funkcij. Na strani 2 imate potem tudi en primer. Ker oddelek za gozdarstvo žal še vedno ostaja ena redkih primerljivih izobraževalnih ustanov v Evropi brez lastnega učnega gozda, študentje med terenskim poukom gostujejo po vseh slovenskih gozdovih. Tako lastniško kot upravljavsko ali biotopsko različnih, kot je lahko različna razgibana slovenska krajina. A ker je v vsakem slabem tudi kanček dobrega, odsotnost učnega gozda popelje bodočega gozdarja v vse slovenske pokrajine in njihove gozdove. Kajti, če pogledamo resnici v oči, znamenita različnost slovenske krajine je v prvi vrsti različnost slovenskih gozdov. S tem tukaj. To je samo to rastišče, navedete, katera je prva načrtovalna enota Gallia Diotetum. Napišete Gallia Diotetum. Potem pa napišete sestoj in osredotočite se na odrasli sestoj, se pravi na debeljake. Kaka je? Zaposlitvene možnosti diplomantov so različne. Površni pregled zaposljivosti pa nam pove, da so gozdarji med lažje zaposljivimi univerzitetnimi poklici. Univerzitetni diplomanti ob tradicionalnih zaposlitvenih bazah, kot so javna gozdarska služba, organizacija varstva narave ali v šolstvu s spremembami v lastništvu gozdov, vse lažje najdejo delo tudi v zasebnem sektorju. Prav tako ni zanemarljiva možnost samostojnega podjetništva, saj se pojavljajo zaposlitvene možnosti, ki pred desetletji sploh še niso obstajale. Arborikultura, ekoturizem in celo saniranje ekoloških žarišč so le nekatere izmed njih. Tudi tradicionalni poklic diplomantov visokošolskega strokovnega študija revirni gozdar je dobil nekaj konkurence. Poklici na področju gozdnih gradenj, trgovanje z lesom ali oskrba z energijo iz obnovljivih virov so že nekaj let zaposlitvena realnost. Da vidimo, kaj se bom jaz zmenil. Kot študij sam se je razvijala tudi infrastruktura študijskega procesa. V zgodnjih 50-ih se je začelo v skromni leseni baraki na Kejevi ulici v Ljubljani, v bližini lokacije, kjer se danes nahaja Kmetijski inštitut. Kmalu se je fakulteta preselila na Krekov trg, kjer pa so prostori postali pretesni in oddelek se je leta 1957 preselil v stavbo Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije na Večni poti. A tudi tam je bilo gostovanje kratko, saj je bila na veliko veselje profesorjev in študentov leta 1963 zgrajena stavba na Večni poti 83. Ob vrsti gradbenih posegov v 80-ih letih ter novogradnji, v kateri so velika predavalnica, mikroskopirnica, računalniška učilnica in več kabinetov, je oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire le našel svoj domicil, v katerem se še danes izvaja večina predavanj in vaj. Leta 2010 pa je bila dokončana nova knjižnica, ki skupaj s čitalnicama pomeni novo pridobitev, ne le za izboljšanje pogojev študija, temveč za še bolj prodorno raziskovalno in znanstveno delo. S postopno prenovo študija so začeli že v študijskem letu 2007-2008.
Od študijskega leta 2010-2011 naprej pa na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete izvajajo izključno nove, tako imenovane bolonjske študijske programe, ki sedaj potekajo na 3 stopnjah. Na prvi bolonjski stopnji, ki traja 3 leta, razlikujemo 2 študija. Univerzitetni študij z imenom Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri in visokošolski strokovni študij z imenom Gozdarstvo. Čeprav je nadaljevanju študija na višjih stopnjah namenjen predvsem univerzitetni program, je prehod na drugo bolonjsko stopnjo možen z obeh študijev prve stopnje. Študij programa druge bolonjske stopnje, 2-letni magistrski študij, je imenovan Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov. Obsega tako predavanja kot laboratorijske in seminarske vaje ter seveda tradicionalni terenski pouk. Študij je usmerjen v naraščajočo večnamenskost gozdov. Znotraj bolonjskega sistema pa obsega 120 kreditnih točk. Po študiju druge bolonjske stopnje pa se je mogoče vpisati tudi na študij 3. stopnje, interdisciplinarni doktorski študij bioznanosti, znanstveno področje upravljanje gozdnih ekosistemov. Ta študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk oziroma 4500 ur. Čeprav naj bi študij doktorande pripravil na znanstveno-raziskovalno delo, je dovolj prostora namenjenega tudi aplikativnim prenosom znanja v vsakdanjo prakso. Gozdarstvo piše skoraj neverjetne zgodbe. Preko naših meja znan gost posestva Pahernik, v izmeri 550 hektarjev, je eden naših najlepših gozdov in v Radlji ob Dravi že desetletja privablja gozdarske strokovnjake od blizu in daleč. Ko je pred leti preminila Vida Marija Ribnikar, lastnica posestva, je v oporoki ustanovila fundacijo, ki bo namenjena štipendiranju študentov vseh profilov gozdarstva, kot tudi podpiranju podiplomskega izobraževanja in znanstvenega dela na gozdarskem področju. Ta velikodušna gesta je v skladu zbrala potrebno vsoto osnovnega kapitala, ki se vsako leto oplemeniti s prodajo lesa iz gozda. Pahernikova ustanova seveda ni edini vir štipendiranja bodočih gozdarjev, je pa lep primer vpetosti študija in kasnejšega poklica, ne le v naravno okolje, temveč tudi med ljudi, ki se še zavedajo soodvisnosti narave in človeka.